Kakšen je odnos med Evropsko komisijo in Slovenijo v primeru prisilne prodaje Ljubljanske banke? No, zato sem šel jaz seveda pogledati, kako je urejena državna pomoč v Evropski uniji. To urejata 107. in 108. člen pogodbe o delovanju Evropske unije in seveda te člene morajo vse države članice spoštovati. 107. člen pravi, da je državna pomoč prepovedana, če izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti in je nezdružljiva, če prizadene trgovino med državami članicami. No, po 103. odstavku 107. člena so pa napisane različne izjeme, kadar je državna pomoč dovoljena. No, in ena tasnih izjem je odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice. Evropska komisija je leta 2014 rekla, da so dokapitalizacije v primeru Ljubljanske banke upravičene, ker je šlo za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu Slovenije. Takrat so izračunali, da je to pomoč v večini 2321 milijonov evrov. To naj bi bila ta dovoljena državna pomoč. No, kaj se je potem zgodilo? Evropska komisija je razglasila to za združljivo z notranjim trgom na podlagi zavez in načrta o prestrukturiranju in seznama zavez, ki jih je predložila Slovenija, ki naj bi bile potrebne za ponovno vzpostavitev preživetja banke brez vmešavanja države v tekoče poslovanje. No, ocena o sposobnosti preživetja se je upirala predvsem na zavezo Slovenije, da bo do 31. decembra 2017 prodala eno delnico manj kot 75% delnic Ljubljanske banke in da bo do 30. novembra 2017 predlagala skrbnika za odprodajo ter ga pooblastila za odprodajo hčerinskih družb NLB. To so bili pogoji, ki jih je diktirala Evropska komisija za to, da je priznala skladnost pomoči. No, Slovenija je na to večkrat prosila za različne takšne in drugačne odloge in več ali manj je te odloge Evropska komisija sprejela in odobrila. Samo to je bilo popolnoma nesmiselno početje, šlo je samo za odlaganje ali pa kupovanje časa ali pa prekaj za to, da se ni bilo treba odločiti, kaj narediti. No, nazadnje 21. decembra lani je Slovenija dala nov predlog, po katerem bo odprodaja delnic začela v letu 2018 in jo zaključila v letu 2019, ter imenovala tako imenovanega slepega skrbnika, ki naj bi zagotavljal, da bo upravljanje in poslovanje NLB potekalo brez vmešavanja države. Evropska komisija je ta predlog zavrnila in 26. januarja 2018 obvestila Slovenijo, da začenja postopek na podlagi 108. člena drugega odstavka, po katerem je treba državno pomoč vrniti, ker je rok za prodajo 50%, ker je bil zadnji dogovor 31. decembra potekel in ker Slovenija ni predlagala skrbnika za odprodajo hčerinskih družb na Balkanu. No, to je pač delala Slovenija, to so bili do zdaj odnosi. Zdaj, če pogledamo stanje v Ljubljanski banki. Slovenska država je postala 100% lastnik NLB leta 2013, ko je iz lastništva izstopila belgijska banka KBC, ki je v letu 2002 pridobila 34% delež. Leta 2006, ko ga ni mogla povečati, se je odločila, da njena udeležba ni strateška, ampak finančna, v letu 2013 pa je povsem izstopila iz NLB. Slabi krediti v Ljubljanski banki so pa nastajali predvsem v času hazardiranja, ko je bila KBC solastnica NLB, njen predstavnik uprave pa je zadolžen za presoje tveganosti kreditov, to se pravi, takrat so nastajali te slabi krediti. No, po letu 2013 je NLB, ki je bila državna banka, izpolnila vse zaveze, ki jih imela glede poslovanja.
krčenje bilančne vsote in omejeno delovanje na trgu. Upravljanje se je bolj ali manj stabiliziralo v banki, država se je prenehala vtikati v tekoče poslovanje v Ljubljanske banke, kljub omejitvam je NLB skupini in matični banki uspelo ustvariti rekordne rezultate. Res pa je treba reči, da so to enkratni zaradi sprostitve različnih rezervacij. Konec 2017 je imela NLB aktivo v vrednosti 12 milijard evrov, s tveganji ponderirano aktivo 8,1 milijarda, v 9 mesecih je ustvarjala 140 milijonov dobička po davkih, kar daje donosnost kapitala v višini 15,9 odstotkov. Delež slabih kreditov je bil 8,3 odstotka kapitala, to se pravi relativno malo. Depoziti so predstavljali 90 odstotkov sredstev financiranja, razmerje med krediti in depoziti pa znašalo 0,72, to se pravi daleč od kakršnih koli problemov. Tudi družbe na Balkanu, katerih lastnik ali pretežni lastnik je, so ob aktivi 3,8 milijard ustvarili dobiček praktično 83 milijonov. Se pravi, tole je stanje v NLB, v katerega zdaj zahteva Evropska komisija, da se proda. No, jaz od vsega začetka, pa dolgo sem se s tem zasledoval, nisem razumel, zakaj Slovenija ne ugovarja odločitvi, da gre za državno pomoč. Treba je oporekati uporabi določilo državni pomoči in dokazovati, da pri reševanju NLB in NKB sploh ni šlo za znotrajnim trgom nezdružljivo državno pomoč, saj je država reševala svoji banki kot njun lastnik, to se pravi, ni šlo za nobeno pomoč. To je skladno z načelom bail-in, po katerim banke rešujejo njihovi lastniki. Slovenija tega ugovora nikoli ni dajala, nerazumljiv. Poleg tega je zato, da govorimo o prepovedani državni pomoči, potrebno še, da pomoč izkrivlja konkurenco, ker daje prednost tem, ki dobijo pomoč, in da to prizadene trgovino z ostalimi članicami. Oboje je popolnoma nesmisel. Pogojevanje, ki je dala Evropska komisija, je banki spravilo v slabši položaj, ne pa v boljši položaj. NLB nima nobene podružnice v članicah Evropske unije, obenem je pa celotni bančni sistem Slovenije približno pol tisočinke bančnega sistema Evropske unije in govoriti, da to omejuje trgovino med članicami, je popolnoma nesmiselno. In meni je nerazumljivo, zakaj nikdar noben od slovenskih pogajalcev, ki so velikokrat hodili na to, ni dal takšnega ugovora. Poleg tega je še polno drugih razlogov, zakaj je nemogoče sprejeti to obvezo, da gre za prepovedano državno pomoč. Treba je upoštevati prvič pravno nerešeno vprašanje pravic, ki jih imajo razloščeni umetniki delnic in podrejenih obveznic. Šele po odločitvi o tem se je mogoče pogovarjati o privatizaciji, ne na tak način, kot je bila prodana NKBM, ki jo je Slovenija prodala še pred rokom, po katerem bi morala, in kjer se vidi, zakaj je pravzaprav šlo. Poleg tega je kriminalistična preiskava že ugotovila, da je sanacija zvedoma narobe prikazanje negativnim kapitalom oškodovala njene upnike. In zaenkrat še zmeraj ni zakona, ki je že dolgo obljubljen, ki naj bi upnikom omogočal tožbe proti bankam oziroma proti Banki Slovenije. No, poleg tega so še pomembni drugi razlogi, zakaj je treba odkloniti zahteve Evropske komisije. Predvsem so to neodgovorjena vprašanja o sodelovanju Evropske komisije in Evropske centralne banke pri izkoriščanju namerno napihnjene finančne stiske, ki je bil glavni razlog za to, da je sprejela Slovenija obveze. Pri čemer je treba vedeti, da je Evropska komisija zahtevala, da ocene upravijo tuji neodvisni strokovnjaki. Rezultati so znani kakšni, ampak čeprav rečemo, da moramo reči, ta ocena je napačna, druga ocena je napačna.
pa lahko rečemo, da je le čudno, kako se je kapital nenadoma skrčil za 2,9 milijarde evrov, ali pa kako je mogoče z metodologijo upravičiti razlike 1,5 milijardo med dvema ocenama tujih inštitucij, ki so uporabljale različno metodologijo in po katerem je bilo pač so te razlike tako velike. Poleg tega, če gledamo podatke regulatorja EBA, to se pravi Evropske regulatorja bank, sta banki imeli sta bila še avgusta 2013 kapitalsko ustrezni, decembra sta pa imeli negativni kapital. To se pravi, ta je cela vrsta vprašanj, na katerih nihče od sodelujočih v 2013, predvsem Evropska komisija, ni nikoli dala odgovora. Ni pa dala odgovora zato, ker ga Slovenija nikoli ni zahtevala. Slovenija je enostavno sprejemala vse. No, še več vprašanj postavljajo tako imenovane preko prsta narejene ocene vrednosti terjatev bank in pa njihovih zavarovanj. In spet so vse to naredile tuje neodvisne inštitucije. Nikoli ni bilo nobenega vprašanja, kako je do tega prišlo in odgovorov, kako do tega. Obenem je pa ta praksa obravnavanja Slovenije v neskladju s prakso Evropske komisije v bistveno bolj problematičnih primerih večkratne pomoči bankam Italiji in na Portugalskem. Pri nas se to enostavno obravnava drugače. No in zdaj nazadnje, kakšna je pravzaprav to vračanje državne pomoči in usoda NLB. Očitno zdaj kaže, da bo Evropska komisija vztrajala pri tem, da mora NLB državno pomoč vrniti. Ampak v govorih Slovenije niti ni potrebna tožba proti Evropski komisiji, bo pa razsojalo sodišče Evropske unije. Če bo ugodilo Evropski komisiji in zavrnilo prikazane ugovore Slovenije, je ob dobrih rezultatih Ljubljanske banke in dolgem razdoblju vračanja celo možno, da bi Ljubljanska banka vračala državno pomoč. Zakaj? V tem primeru prihaja v proračun denar, ki bi sicer moral priti v obliki dividend, ampak za državni proračun je pravzaprav vseglih. Res je pa, da v tem primeru seveda Ljubljanska banka ne bi imela dobičkov, moramo vedeti, da bodo dobički tako splahneli, potem ko bodo te rezervacije izginile. Ampak kar je treba zahtevati, je, da se Slovenija sama odloči, kaj bo naredila z NLB. Recimo, morebitno privatizacijo je treba omogočiti na različne načine. 3 lastniške kategorije. Poleg države so lahko to še skladi, veliko se govori o demografskem skladu od 1 milijarde za upokojence, kar pa pomeni nič, je prazno. Lahko je treba pokriti neupravičene, razlaščene delničarje in lastnike podrejene obveznic, da bi postali lastnine, ter v bistvu izvedemo privatizacijo na takšen način, ne pa s prodajo nekemu skladu oziroma nekemu skladu, ki ima pravzaprav edino stvar, ker ima neki poštni predal, pa nič drugače. Treba, če se gre v privatizacijo, je treba to izpeljati umirjeno, primašno, pa premišljeno in brez kakršnikoli izsiljevanj. Ampak Slovenija ni edina, kjer poznamo državne banke. Večina bank v Nemčiji so v državni lasti, ne v lasti zvezne države, ampak v lasti posameznih dežel. Vsaka od teh dežel je pa nekajkrat večja kot Slovenija. In tam nikogar ne moti to, da je to v državni lasti, pri nas je pa vse narobe, če je nekaj v državni lasti. Pri vsem obrazložitvah me čudi, kako to, da nihče ni pogovarjal v Evropski komisiji, kar ste omenili, vsi so bili tiho. Kako to, da je sama tišina na naši strani? Jaz enostavno ne vem, zakaj nihče ni ogovarjal, to bi moralo ogovarjati tako. Jaz tudi razumem tisto, kar je naredila vlada 2013, ko so govorili o trojki, da je bila takrat tista vlada pod pritiskom, ampak nobena vlada od takrat naprej, ko se je stanje stabiliziralo, ni nič naredila. Slovenija se je tiste trojke rešila s kreditom približno 1 milijarde dolarjev, ki je takrat naredil finančni minister
Čufar in takrat je bilo pač razprav o tej nujnosti trojke konec. Je pa treba seveda tudi reči, da je Evropska komisija ali pa evropske oblasti so imele v Sloveniji bistveno manjši interes za pošiljanje trojk, kot je bilo pa to primer v Grčiji. V Grčiji so bile zelo pletene nemške in francoske banke in vsa tista pomoč, ki jo mi dajemo Grčiji, ne vidi noben Grk. To gre samo na račune nemških in francoskih bank, ki so se pač v Grčiji zakalkulirale. Tako da mi odkar rešujemo Grčijo, v resnici rešujemo nemške in francoske banke, v Sloveniji pa teh velikih interesov ni bilo, ne. Tuje banke so se pa takoj, ko je kriza nastala, umaknile iz Slovenije, ne. Govorite o tožbi proti Evropski komisiji v Evropski centralni banki. Zdaj zanima me, verjetno mislite o tožbi pred sodiščem EU, pa kako bi jo vložili? Bi jo vložili kot civilna družba, to možnost tudi imate, ki ocenjujete, da so bile vaše pravice močno kršene zaradi delovanja Evropske komisije, ali bi jo vložili, ali bi želeli pritiskati na državo Slovenijo, da vloži tožbo proti Evropski komisiji? No, jaz mislim, da mora država vložiti tožbo, ampak tudi, če jo ne vloži v končni fazi, če ugovarja, potem gre ugovor na sodišče EU. In tisto odloča o vseh takšnih primerih. Sam Slovenija v nobenem primeru ni protestirala proti tej ideji državne pomoči. Spomnite se Elan in tako naprej. Nihče se pa ni spomnil, da je Revoz oziroma Renault dobival 3-krat več državne pomoči. Samo če naše oblasti nič ne naredijo, se je seveda najlažje sklicevati na uradnike. Vsi pa vemo za tiste maile, ki so v letu 2013 prihajali od uradnikov Evropske komisije v Ministrstvo za finance, samo zdaj jaz se ne ukvarjam s kriminalom, se ukvarjam, kako se da to rešiti, ne.